Zdravo, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o bojevanju, o vojni in o nekem odličnem filmu v zvezi s tem. Pred kratkim sem obdeloval zelo globok, zahteven miselni vzorec in spomnil sem se na film, ki me je zelo navdušil, z imenom War Room, torej prevedeno Vojna soba. Ugotovil sem, da obstaja še en malce starejši film z zelo podobnim imenom, in sicer The War Room. Slednji opisuje predvolilno bitko za ameriškega predsednika. Ampak ta film z imenom War Room pa opisuje medsebojne odnose oziroma neko družinsko situacijo, kjer se dva zakonca spoprijemata z svojimi miselnimi vzorci, in to na zelo izrazit krščanski način. Film je torej produkcija kristjanov in kot neke vrste tudi reklama za krščanstvo. Ob tem pa naj pojasnim, da jaz nisem kristjan, nisem bil krščen, in tudi tisto, kar opažam, da je rimokatoliška cerkev naredila iz krščanstva, nikakor nikomur ne priporočam. Kar me je navdušilo v tem filmu Vojna soba, pa je sama kvaliteta filma, zgodba in pa uporaba molitve v samoti, v samoiskrenosti, za to, da se človek pokesa in spremeni. Torej, vsekakor podpiram ta način soočenja samim sabo, da si vsak vzame v miru čas za introspekcijo, za pogled vase, da se analizirajo dogodki in naša dejanja iz preteklosti, da pogledamo, kako bi lahko ravnali drugače, in da se zavežemo k drugačnem delovanju v prihodnosti. No, tisto, kar jaz odsvetujem, je uporaba molitve na ta način, da se za odpuščanje prosi nekoga izven sebe. Torej, kristjani so ustvarili neko virtualno entiteto, ki ji rečejo Bog, in to namišljeno osebo potem prosijo za odpuščanje. Ter potem pričakujejo, da ko bodo iskreno zaprosili ta lik za odpuščanje, bo nekako ta lik uredil njihovo realnost na ta način, da bodo odnosi veliko bolj harmonični. Kar se tovrstni kristjani ne zavedajo, pa je to, da če prosimo za odpuščanje nekoga izven sebe, potem ne moremo sprejeti osebne odgovornosti za naša dejanja. Kajti mi smo tisti, ki smo sprejeli v preteklosti neka prepričanja in smo delovali na osnovi teh prepričanj. Smo torej odgovorni za sprejetje teh prepričanj in samo mi imamo moč, da sami sebi odpustimo ta prepričanja. Predlagam torej vsakemu, da
si vzame čas, da si ustvari primeren prostor ali da gre v nek primeren prostor, ko lahko pogleda vase, da ima vsak neko to vojno sobo, pa ne zato, da bi se spopadali z nekom izven sebe, z nekim bogom ali hudičem, ampak da dejansko, praktično, natančno delamo z konkretnimi prepričanji in miselnimi vzorci, po katerih se odzivamo. Da ni nobene mistike, nobenega prelaganja odgovornosti, temveč da v popolnem zavedanju sprejmemo popolno odgovornost za lastna, pretekla in bodoča dejanja. Jaz sem tudi sicer študiral krščanske knjige, Biblije, različne te krščanske lučine, šel na njihova predavanja in nobena se mi ni zdela dovolj univerzalna, čista, brez škodljivih primesi, da bi se tovrstni poti popolnoma predal in da bi brez pomisleka uporabljal njihova orodja za notranjo preobrazbo. Sem pa pred 8 leti spoznal mednarodno skupino, ki me je glede tega zadovoljila. Ta skupina je prečistila ta orodja za delo na sebi in naredila univerzalni spletni tečaj oziroma več modulov teh tečajev, sicer v angleškem jeziku, ki jih vsak lahko uporabi, torej je tudi brezplačni uvodni tečaj, ker kljub temu dobiš podporo živega mentorja in na osnovi teh tečajev, te metode, ki se imenuje Destiny Eye Process, tudi jaz že preko javnega spletnega dnevnika delam na transparenten način ozaveščanje in preobrazbo lastnih miselnih in vedenjskih vzorcev. Pišem tako spletni dnevnik oziroma blog v slovenskem kot v angleškem jeziku. Vabim vas, da si pregledate moje spletne dnevnike, da vidite, kako se dela ta preobrazba, da skozi moje videoposnetke oziroma vloge, ki sem jih posnel v zadnjih letih, vidite, kako sem se resnično spremenil in kako je možna za vsakega človeka, da doseže podobno intenzivno notranjo spremembo. Da si vsak lahko izboljša medsebojne odnose, odnose na delovnem mestu, v osebnem življenju, da si človek izboljša socialno stanje, finančno stanje in vse skupaj se tudi potem zrcali na izboljšanju zdravstvenega stanja fizičnega telesa. Torej, jaz sem imel v preteklosti precej raznih zdravstvenih problemov, bolečin, potem se mi je pa to bistveno izboljšalo. Skratka, vabim vas, da si pogledate povezave v opisu tega videoposnetka in se nam pridružite v boju proti edinemu obstoječemu resničnemu sovražniku, ki se nahaja v nas v obliki škodljivih, sebičnih, razvajajočih miselnih vzorcev. Premagajmo tega skritega sovražnika v svoji podzavesti, popravimo se, izboljšajmo se in začnimo soustvarjati lepši svet oziroma, kot pravijo, raj na zemlji. Hvala za posluh in nasvidenje.